Kako je med prsti, slišimo v nadaljevanju. Z mano je Rok, član kamniške zasedbe Signe. Zdravo. Ja, živijo. Sem prav prebral ime skupine? Prav ste prebral, ja. In odkot ime? V bistvu je to ime izhaja nekako iz nordijske mitologije in je v bistvu Signa je bila neka vikinška bojevnica. Bila je taka zgodba malo daljša in meni se je enemu trenutku zazdel, da bi se lahko temu bendu novemu našemu rekli Signe. Zdaj se izbira teh imen za bende in meni zmer malo zoprno, ampak zdaj pa pač pade ena beseda in je pač tako ustalo. Torej greste tudi v nove zmage? No, tako, ja. V bistvu v prevodu pa pomeni Signe New Victory, ja, to pa je res, ja. Ja, gremo nove zmage, upajmo. In Rok, če še nakratko predstaviš zasedbo? Zasedba Signe je v bistvu nastala iz benda Arhe. Mi smo dosti časa igrali tak avtorski hard rock. Ta zadeva, ki pa zdaj igramo malo drugačna, v bistvu je kombinacija akustike pa elektronke. Ta prva skladba Med prsti je taka zelo easy, čeprav naslednje zadeve, ki smo jih zdaj snemali, pa niso več tako easy, ampak se bo tudi malo več šusa. Sama zasedba je v bistvu, smo trije. Jaz sem avtor glasben besedila, potem je Matjaž Balantič na kitari in Rok Zevnik, ta je pa mojster elektronke, on nam dela pa v bistvu vse te podlage pa matrice. Prva skladba, ki ste jo poslali v naša ušesa, pa je naslovljena Med prsti gre. Tako. Danes marsikaj spozi med prsti. Ja, tako nekako je to mišljeno, da v bistvu bi se lahko vsak na en način najdel, se mi zdi, v tej pesmi. Ne? Ni namenjeno samo starejšim, da je v bistvu nek čas prehitro minil, ampak vsakmu nekako grejo stvari med prsti in kdaj malo preveč, kako bi rekel, premalo polagamo pozornost na to, kaj radi delamo, s kom smo radi in živimo malo preveč površno. Ne? Tako da v bistvu je tukaj tako. Se mi zdi, da je ključen del pesmi je tale, naj ljubezen vodi nas vse tiho in hinavsko nam uhaja čas. Ne? Se pravi, da je treba poslušati svoje srce. Čas običajno res hitro spozi skozi prste, denar pa nekaterim v žep. A jeli? Ale? Ja, to je res. Tega pa v tej pesmi te teme se pa nisem lotil v tej pesmi. Se boš potem v naslednji ali pa 10. po vrsti. Ja, lej, možno, ne vem. Pesem ima dodano tudi video podobo? Ja, pesem je, video spot smo posneli z Adamom Mulaličem, to je v bistvu moj dober prijatelj, ki dela pa tudi zelo dobre spote, in Gašperjem Markunom, Koprodukcija Plus. V bistvu so to zelo mlada ekipa in so nam naredili moderen in gledljiv spot. No, je bil kar zelo pohvaljen od večine ljudi, s katerimi sem govoril. No. Tako da ima tudi že precej ogledov na YouTubeu in se nam stvari kar dobro premikajo. No. Precej te močno zgleda, čeprav je zadaj veliko teh animacij. V bistvu je tudi taka pesem, mislim, to je nekako ta stil smo hoteli, da ta pesem zgleda nekako tako, ne? Ker je taka balizi, malo takih basov močnih je od spodi, melodija je v bistvu taka zelo spevna. Zdi se mi, da v bistvu gre kar dobro v kontekst te naše pesmi. Je pa seveda možno se vsake pesmi lotiti na več različnih načinov, kar se spota tiče. Med prsti gre je vaša prva. Rok, kako boste pluli naprej? Zdaj, včeraj smo snemali drugo skladbo z naslovom Tolmuni večnosti. To bo drug singel, za katerega se bo spot delal nekje v maju. Trenutno poteka promocija prvega singla, se pravi tega Med prsti. Delamo z gospodično Anjo Pavlin, ki se ukvarja s PR-om. Tako da zdaj se menimo z raznimi radiji, televizijami in tako naprej. Počas gre to, ne? Počas gre, ampak gre. Bo pa zato odšla vaša ta prva sedaj tudi v naš radijski eter. Rok, za konec, kaj storiti, da nam čas ne spozi skozi prste? V bistvu ne moreš nič storiti, da ti čas ne spozi med prsti, ne? Ampak zelo pametno bi ga bilo fajn izkoristiti. Ne? Zato, ker nazaj ga pa ne dobiš. Smo postali tu, ker smo želeli.